Halo, halo? Halo, halo, se slišimo? Ja, res? A to deluje? Wow, celo deluje. Ja, nič, pa bomo, a 5 minut je še koga čakamo ali mi začnemo? Začnemo, če ste vi tako lepo zbrani, res je. A vi mene čisto dobro slišite? Wow, to je pa dober mikrofon. Jaz nisem vedela, da se bo to tako dobro slišalo. Vse lepo pozdravljam. Še posebej pozdravljam tukaj ene učence, ki mene zelo dobro poznajo. To so učenci 4. razreda Osnovna šola Livada Ljubljana. Aplavz. Oni mene poznajo, ker sem bila jaz njihova knjižničarka in sem jim pripovedovala pravljice. Danes so prišli pa sem še drugi učenci, da bodo še drugi učenci kaj izvedeli o meni in da bom še njim kaj povedala. Mogoče bo to kakšna taka stvar, ki jo boste vi z Livade že vedeli, ker vi veliko veste, če mene poznate, a ne? Tako. Drugi učenci bodo pa veseli, če bodo kaj slišali. Zdaj me pa zanima, iz katere šole so drugi učenci. Zgornji trg pri Ložu, zelo zanimivo. Ne vem, ja, bravo, Janeza Hribarja. Kateri razred pa ste? 5. Ja, super, to se pravi imamo tu. 4., 5., vi ste pa od kod? Ljubljana. Iz Most. Moste, Jože Moškrič, odlično. A imamo še kakšne učence tukaj? Ja, izvoli. Kjera? Pridi na mikrofon povedat. A Brod? Ne. Samorok, ja seveda. A vidiš, ka to je pa ena čisto posebna šola, pa nisem dobro razumela. 1., 2., 3. To se pravi, imamo zdaj zelo različne učence. 1., 2., 3., 4., 5. in še eni otroci prihajajo. Najdite si prostor, otroci. Pa kar učiteljica naj pove, od kje smo. Jožeta Moškriča, Ljubljana. Odlično. Tukaj, kam? Tako. Torej, še enkrat lep pozdrav vsem. Danes se bomo pogovarjali o Sloveniji. Jaz sem napisala eno tako knjigo, Križ kraž, Slovenijo spoznaš. In vam bom malo povedala o Sloveniji, potem bom vam pa pokazala še angleški prevod te knjige in bomo videli, če znamo kakšno angleško besedo, ali se boste pa to pri angleščini naučili. In potem se bomo malo poigrali in pogledali kakšne naloge, ker imamo tudi knjigo Križ kraž, po Sloveniji se igraš. In pa malo vas bom jaz kaj spraševala, tako da bo kakšen učenec prišel gor. V redu. Najprej vam pa povem, od kod sem jaz. Vi ste vsi povedali, od kod ste, zdaj bom pa jaz v obliki uganke povedala, od kod sem se jaz danes pripeljala. Najprej povem, da je pri meni čudovito sončno jutro. Nič megle ni, krasno sonce, kako pa ti misliš, da veš? Izvoli. Da je v gorah, ja, je na Gorenjskem, to si pravilno povedal. Zdaj bo pa nadaljevanje uganke sledilo takole. Ta kraj je zelo znan, ker ima jezero Bled. In če vam jaz pokažem fotografijo Bleda, ali vsi veste, kje je to? Ja? Na katerem delu Slovenije je? Alpski svet, ja, predalpski svet, Gorenjska lahko rečemo. Ja? In ali mislite, da je bilo vedno tukaj jezero? Ne. Povedala vam bom eno legendo. Legende so take zgodbe, ki so si jih ljudje pripovedovali in ena legenda govori o tem,
kako je nastalo Blejsko jezero. Ta legenda je tudi tukaj v knjigi napisana. Tukaj je bilo včasih polje in po tem polju so pastirji pasli ovce. Na tem hribu sredi polja so pa vile živele. In vile so ponoči prišle in plesale po polju. Bolj jasna noč je bila, bolj rade so plesale, zelo so bile vesele. Ampak ker so ovce popasle travo, kaj se je zgodilo? Vedno več kamenja je bilo. In vile so rekle: vi, pastirji, pazite na svoje ovce. Ne smejo takole kar travo tukajle jesti, mi rabimo to za plesišče ponoči. Potem pastirji niso ubogali, niso umaknili ovc. In ena vila, najmanjša vila, si je ponoči enkrat zlomila nogo. Takrat so bile vile pa tako jezne, da so rekle, naj pridrvi voda in naj zalije ta pašnik. In res, pridrvela je voda in nastalo je jezero. In danes je jezero, tukaj na sredi, ki je bil pa prej hrib, je pa otoček. In na otoček se pripeljemo z eno ladico, ki ima čisto posebno ime. Zdaj me pa zanima, če kdo ve, kako se imenuje ta ladja. Ne, ni čoln, ni barka. Bravo! Ta ladja se imenuje pletna. Pletna je ta ladja. A jo vidite? Takole čolnarji stojijo in z vesli te peljejo na otok. To je nekaj o Bledu. Zdaj me pa zanima, če kdo ve, katera je takale roza roža, ki jo najdemo samo v gorah. Kako se imenuje? Ni planika, planike so bele. Triglavska roža, smo že odgovor slišali. Tole je pa triglavska roža in tukajle, ko vidite, da je tako na teli modrem, je spet legenda. Legenda o kom? Legenda o Zlatorogu. Zdaj pa za vse tiste, ki ne veste, bomo povedali, Zlatorog je bil tak kozel z zlatimi rogovi. In on je čuval zaklad. In ti znaš to legendo povedati? Pridi gor, pridi jo ti povedati. Vi pa glejte Zlatoroga, kakšen je. Ja? A bo uspelo? Malo se mu umaknite tlele, da bo se prebil mimo. Pridi. Super. Še malo, noge malo umakni, da lahko stopi. Bravo, izvoli, mikrofon je tvoj. Povej, kdo si? Jaz sem Val. A se sliši Vala? Jaz sem Val. Ne? Čakaj, počakaš. Vala se ne sliši? Še enkrat? Jaz sem Val iz osnovne šole Jožeta Moškriča. Odlično. Kateri razred? 4. B. 4. B, osnovna šola Jože Moškrič. En aplavz za Vala, ki je prišel gor. Bravo, izvoli Val. Nekoč je živel zeleni lovec, ki je... Še enkrat, v roki drži. Nekoč je živel lovec, ki si je zelo želel ta zaklad od Zlatoroga. Nekoč je odšel v gore, da bi ga poiskal. Na to mu ni uspelo in potem je v neki dolini je bil lovec Karli z dobro ženo. Potem nekoč so prišli italijanski trgovci in je eden od italijanskih trgovcev dal mali biserček, verižico od biserčkov
tej punci in potem je Karli bil malo ljubosumen in je odšel k zelenemu lovcu in potlej je zeleni lovec prav premišljeval, da rabi tega Karlija in potem pride on k njemu in potem se drugi dan odpravita tja in potlej vidita Zlatoroga in potem ga lovec Karli ustreli in potem on poje triglavsko rožo in potem odzdravi, potem pride ta Zlatorog k zelenemu lovcu in zeleni lovec beži, lovec Karli pa pade v prepad in njegovo truplo najdejo drugo jutro v enem potoku. Bravo, odlično. Čestitke, aplavz. Tako. In Zlatorog, ti dobiš eno knjižno kazalko, izvoli. In Zlatorog je ostal živ zato, ker je pojedel triglavsko rožo. Triglavska roža je taka skrivnostna. Kje je pa danes ta zaklad, kaj mislimo? Zelo dobro si povedal, nekje v kamenju je odgovoril, a se nikoli ne ve. Nihče ne ve, vsi ga iščejo in bi radi imeli, ampak ga ne najdejo. To je tale naš Zlatorog. Zdaj mi pa povejte, kdo ve, ko vidi to fotografijo, kje bi to bilo? Kar veliko rok je, izvoli, pridi na mikrofon povedati. Predjamski grad. Predjamski grad je, bravo. Zdaj je pa vprašanje, še ostani gor. Blizu katere jame je ta grad? Postojnske jame. Blizu Postojnske jame, bravo. Ti greš dol, izvoli kazalko. Tako. In mi povejte, kateri vitez je živel v tem gradu? Pridi. Gor pridi povedati, kateri vitez je živel v tem gradu. No, malo tlele prostora, da gre na stopničko. Takole, ja. Pridi povedati. Erazem Predjamski. Erazem Predjamski. Ali ti kaj veš o Erazmu Predjamskem? Da je enkrat ubil... A se jo sliši? A lahko njo malo poveča? V roko primi. Zdaj pa poskusi. Da je ubil enega poveljnika in so ga vrgli v ječo. In ko je prišel enemu dati hrano, je rekel, če ti dam eno mošnjo zlata, a bi me ti pol spustil ven. In ga je on pol spustil ven po enem jašku po noči, ker vojaki niso dobro videli in je pobegnil v ta grad. In je skozi Postojnsko jamo šel po hrano in jo je tudi metal vojakom čez okno. In pol so mu rekli ti vojaki enemu njegovemu pomočniku, da če mu oni dajo eno mošnjo zlata, da jim pove, kje je stranišče. In pol so rekli, da če jim da še eno mošnjo zlata, da mu povejo, kdaj on bo na stranišču. In je on pol svečo prižgal na obzidju, ko je bil Erazem Predjamski na stranišču in so ga ustrelili. Bravo! Wow! Aplavz, aplavz! Izvoli! Odlično je povedala. Torej, Erazem Predjamski je bil en tak, kot Robin Hood. Jemal je, a spet ni? V redu, a je dvojno. Erazem Predjamski je bil kot Robin Hood, jemal je bogatim in dajal revnim. Ja, in danes bi bilo fino, če bi bilo veliko takih Erazmov Predjamskih, a ne?
da bi red naredili, da bi vsi ljudje imeli dovolj hrane, da ne bi bili eni lačni. Tako, to je o tem. Je pa ta Postojnska jama, pa Predjamski grad, v kakšnem svetu, kako temu svetu rečemo, kjer je? Ne Predjamski, kako ta del imenujemo? Jamski svet še malo? Kateri pojavi so tam potem? Ja, in kateri pojavi so tam? Pridi gor povedati, pridi, ti sigurno veš. Kateri svet je? No? Ne, nekdo drug. Ti si že bil gor, pridi. Pridi. Ste se že učili v 4. to? No, super. Izvoli in nam razloži, kakšen svet je tam. Gorski. Ni gorski, ne? Dinarsko-kraški, Kras, a ste se vi kaj učili o Krasu? Ne. Niste se še. Naj nekdo pride, ki se je o Krasu že kaj učil, da vidimo, če za kakšen kraški pojav veste. Kras, ti si že bil gor? Kraške jame, a to si pa že Kraške jame? Ne, niste še v 4. Kdo je ti si, pridi. Izvoli vseeno za pogum. Za pogum, tako. To se pravi, mi smo zdaj na Krasu. Dajte ji prostor. Prostor. To, super. Odlično. Na Krasu smo in nas zanima, kakšen je ta kraški svet. Izvoli. Presihajoče jezero. Prisihajoče jezero, bravo. Ste že slišali to besedo? Ne. Razloži, kaj pomeni presihajoče jezero? Da, a tudi ja, da, Se jo sliši? da voda presahne, pol pa, ko pada dež, pol pa se napolne. Pa se spet napolni. Presahne in se spet napolni. Kaj je še značilno za kraški svet? Poleg presihajočih jezer. Prej ste že omenili, lej. Kaj so pod zemljo? Kapniki. Jame so. Kaj pa v jamah občudujemo? Kaj gledamo? Kapniki. Kapnike. Ali veste 2 besedi za kapnike? Stalaktiti, bravo. In zakaj je Erazem, lejte ga, tukaj je tako dobro narisan. Zakaj je Erazem lahko hodil po hrano? Zakaj? Kako bi to razrešili? Ne, zakaj je lahko hodil po hrano? Lejte, tlele je ta grad, tukaj ni mogel hoditi. Kdo ima kakšno idejo? Imaš idejo? Dobro, pridi povedati. Izvoli. Ne. Zakaj je lahko hodil po hrano? Zato, ker je imel škornje. Ker je imel škornje. Wow, kot bi kakšne čudežne škornje imel. Še nekaj moramo ugotoviti. Tole je zdaj za pogum, mi rabimo še en odgovor. Kakšen je kraški svet? Izvoli, pridi. Zakaj je lahko hodil po hrano? Ker iz Tukajle smo. gradu je lahko šel v jamo in pol je prišel v mesto in si tam nabral hrano in pol spet šel v grad. Tako, to se pravi, skrivnost je v tem, da je kraški svet poln jam in takih podhodov. In on ni mogel tukaj ven, tukaj bi ga takoj ubili, ampak za skalo so pa jame. In po teh jamah je šel on v drugo dolino, v Vipavsko dolino. In lejte, koliko sadja in zelenjave so imeli v Vipavski dolini. Polno! In on je imel zato polno hrane. Sovražniki so mislili, da ga bodo izstradali, pa ga niso. Polno hrane je imel. Če ga ne bi tale ubil, potem ne vemo, kako bi se to končalo. Ampak ga je izdal služabnik, a ne? Ja?
In s topom so ga, ja? Niso ga samo ustrelili, s topom so ga. Tako, kaj pa, a vi kaj veste še eno legendo? A vi kaj veste, gremo na morje. A je kdo že slišal, zakaj je morje slano? Zakaj bi bilo morje slano? Izvoli, pridi. Razmišljamo vsi, mogoče poznamo različne legende. Legenda pomeni, da nekaj kroži. En pove tako, drugi pove drugače in da slišimo, kaj ona misli, zakaj je morje slano. Morje je slano zato. A se sliši? Ne? Morje je slano zato, ker naredijo zato, ker naredijo sol in potem to gre v morje. Ne bo čisto tako, za pogum, za pogum. Izvoli. Zaradi tega, ker se po potokih, ki vodijo proti oceanom, pa to se topi kamenje in noč so različni minerali, ki imajo okus po slani vodi. Bravo, on nam je povedal, ste ga slišali, da voda izpira kamenje in pride sol v morje. On nam je zdaj tako znanstven odgovor povedal, da takega odgovora niti v knjigi ni. Jaz vam pa povem, kaj pravi legenda. Legenda pravi, da je bil enkrat en reven mornarček, ki si je lahko imel en mlinček in si je z njim namlel karkoli je hotel. Lahko je rekel, jaz bi jedel kruh, pa je mlinček namlel kruh. Pa jaz bi jedel nekaj drugega, pa je mlinček mlel. In ko je ta glavni kapitan na ladji videl, kakšen mlinček ima ta mornarček, je rekel, meni ga daj, in mu ga je ukradel. Mornarček ga ni imel več, kapitan ga je imel in je rekel, da hoče sol. Naj mlinček namelje sol. In mlinček je začel mlet, ampak ta kapitan ni vedel, kako se mlinček ustavi. In mlinček je toliko časa mlel sol, da se je ladja potopila in polno soli je padlo na tla in pravijo, da ta mlinček še danes na morskem dnu melje sol in da je zato morje slano. Ampak to je legenda, on nam je pa zelo dober odgovor povedal. Točno tak odgovor je povedal. Bravo. Zdaj bomo pa pogledali, kako je s tole angleško knjigo. Vi se že učite angleščino, a ne? In pri angleščini je tudi dobro, da se naučite, da če kakšni turisti pridejo v Slovenijo, da jim znate vi angleško povedati kaj o Sloveniji. Zdaj mi pa najprej povejte, če jaz napišem angleško besedo Slovenija, če jaz takole napišem, nič se ne vidi, bomo obrnili. A je tukaj kakšna angleška beseda noter? Love. Wow. Kaj pa pomeni love? Ljubezen. To pomeni, da imamo Slovenijo vsi radi. Zdaj vas pa vprašam, če kdo ve, kako se angleško reče mesto. Bravo! City. Vsi veste. Kako se angleško reče reka? River. Bravo! River. Odlično. In v tej knjigi lahko vi vse v angleščini najdete in glejte, legenda o Erasmu jo lahko pri pouku angleščine v angleščini berete. Tako da zato je ta knjiga. Ma pa ta knjiga
eno stvar manj, kot ima slovenska. To je pa ena zelo pomembna stvar, ki jo v angleško nismo dali, ki mogoče ne bi znali tujci. Slovenska knjiga ima igrico. Vi takole potujete po poljih, vzamete si en makaronček, en košček radirke, nekaj in kocko in potujete okoli in rešujete naloge. Zdaj bi pa jaz rada imela 2 učenca iz Jožeta Moškriča, pridita, in 2 učenca z Livade. Pridita, pa bomo pa zamenjali. Pridita 2 iz Moškriča in 2 iz Livade. Ti, pa bomo zamenjali, pridita, Malik pridi. Pridita, 4, ja, pridi, ja ti. Tako. A gre Moškrič gor? Ja, še eden. Moškrič. Oša, Livada. Kateri 2 naj bosta iz vsake ekipe? Aha, tako. Podajali si bomo mikrofon, ja, in bomo videli, koliko kaj vemo. Samo da so primerljivi razredi. Kateri razred sta vidva? Odlično, vidva pa tudi 4. Super. Obrnite se kar proti publiki, ja, in zdaj bom jaz takole vprašala. Tisti, ki ve, dvigne roko in mu dam mikrofon. Je v redu? Zdaj pa, da kaj dobrega najdem. Pa da ni pretežko, a ne? Aha, mikrofon je za vas, mene se pa sliši, a ne? Vi pa ostali poslušajte, pa kdor ve, lahko kar roko dvigne, da malo vidimo, koliko otrok to ve. Katero obmorsko mesto, torej mesto leži ob morju, se je včasih imenovalo Kozji otok? Če kdo od vas ve, dvignete roko, dvignejo pa tudi iz publike. Kozji otok. Izvoli. Piran. Ne? Povej. Ne? Koper. Bravo, zaploskajmo. Koper. Kar naj pride še, kdo je bil prej gor? Naj pride, da bo pisal, da ne bom jaz pisala. Tisti, ki je bil prej. Ta, ki je bil prej, bo pisal. Ta, ki je bil prej. Pridi. Ja. Pridi. Sem pridi, vse. Pišeš. 1 točka, osnovna šola Livada. Drugo vprašanje. Tukajle. Drugo vprašanje. Dobro, aha, mikrofon je vaš. Torej, dvigate roko v publiki, da jaz vidim, koliko je težko vprašanje. Tukaj pa dvignejo roko tisti, ki prvi vejo odgovor. Ob kateri reki leži mesto Ptuj? Ni Sava? Drava. Piši Moškriču. Ploskajte. Ploskajte. Katero mesto je središče Prekmurja? Prekmurje, čistem na vzhodu. Maliko daš? Murje. Malo bolj lepše povej. Ni Murje? Murje. Ne? Ne? 2 besedi sta. 2 besedi. No, ti lahko pomagaš Livadi, na glas reci. Murska Sobota. S pomočjo Murska Sobota, piši točko. Livada, ona je z Livade. Dobro. Naslednje vprašanje. So tlele težka. Mogoče pa veste, v katerem slovenskem mestu je spomenik violinistu Tartiniju. Tlele pa polno ve. Daj jim za pomoč. Piran. Bravo, iz kjere šole ste? A vi ste pa še 3. šola. Pridita 2 gor.
Pridite dva gor. Napišite ime, dva. Napišite ime svoje šole. Napišite ime svoje šole in si dajte točko. Dobro? Imamo še tretjo ekipo. Lahko naprej poslušate? Težka so, težka. Ja? V redu, eno točko si daj. V redu, naprej. V katerem slovenskem mestu deluje jedrska elektrarna? Malik? V Ljubljani. Ne? Kaj si rekel? Krško! Krško! Mi smo skupaj. Vi ste skupaj, piši jim. Krško. Dobro. Naprej. Pod katero goro spi kralj Matjaž? Ne. 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 Peco, bravo. Katera šola si njihova? Pišite. Pod goro Peco. In brada se mu takole okoli ovija. Aha. Katera slaščica je značilna za Bled? Jaz vem. Blejska gibanica. Ni gibanica. Kremšlita. Dobro. V redu, bravo. Naprej. Ja. Ob kateri reki leži Tolmin? Soča. O, katera šola si ti? Dobro, njim piši Soča. Odlično. Bravo. Zdaj bomo pa malo zamenjali. Janez Hribar so zmagovalci. Ja, in bomo dali. Izvoli. Bomo ekipe zamenjali. Ti si že dobo. Dobro, po dva iz vsake pridite. Dva, 6 jih pride. Ti pišeš. 6 jih pride. Livada. Ti si že bila, res je. Bila si že. Vi dve sta Livada. Vi ste Janeza Hribarja in vi ste Moškrič. Isto dol, Moškrič pride. Moškrič. Livada je že. Ja. Livada je že, Moškrič. Aj Moškrič je tu? Pa Livada, pa Janeza Hribarja. V redu, lepo se mejte. Ja, da vidimo. A bi bile rade 3? 3 bi bili radi. Ma kar vseh 5 naj bo, v redu je. 5, še 3 z Livade. Ti si že bila. 3 še z Livade. Ja. Tle so že. Dobro je. 5-5. Zdaj. Dobro poslušajte. Malo bo zdaj spremembe. Ja? Moškrič je šel, jo prečrtaš. Super, odlično. Zdaj bomo pa spraševali nekaj drugega. To je vaše. Mene slišite. Spraševali bomo nekaj drugega. In sicer, samo da jaz najdem. Še. Ne.
To. To. Spraševali bomo o knjigah, ker sem jaz knjižničarka in pisateljica, zato se bomo pogovarjali o knjigah. Prvo vprašanje. Kdo je Sapramiški pričaral lešnike? Ne, hitro. Ne, kdo je pričaral lešnike? Ne. Malo bolj povej. Miši, ampak ni duh, v knjigi je na S. Miši. Strahec. Miši strahec. Noben mu ne pišemo. Drugo vprašanje knjige. Kateremu pastirju so vile podarile veliko moč? Peter Klepec, piši. Na novo začni, v novo vrsto. Nova vrsta. Tako, ja. Dobro. Naprej. Kako je ime deklici, ki je s svojim dežnikom poletela v klobučarijo? Jelka, on je bil prvi. Katera šola si? Samorok. Ja, pridite Samorok gor dva. Hitro. Trije. 5 ne moramo, le kakšna gneča je. Samorok piši, točka. Bravo, kar pridite sem. Samorok ima točko. Že 2 imamo. Dobro. Naprej. Samorok, točka. Ne dela, mora delati, bomo pogledali. Dobro. Poslušamo vsi naslednje vprašanje. Na novo je, heroji že imajo. Janez Hribar že ima eno. Eno ima na novo. V redu je, kar piši eno. V redu je, ne. Eno točko piši. Livado prečrtaj, samo to, ja? Dobro, pa heroj Janez Hribar že ima eno točko. To, dobro, pri knjigah smo. Gremo naprej. Dobro poslušajte. To je vaša. Koga je povabil na kosilo Maček Muri? Muco Maco. Vsem točko. Vsi so vedeli. Aplavz. Ja. Vsi. Naprej poslušajte dobro. Kdo je Vitku, ki ni imel srajčice, nisem vprašala, dal nit in srajčico sešil? Ptiček in pajek! Ptička, samorok. Samorogu točka, ptička. Ni bil pajek. Ja, kar slišim. A vidiš, da je veliko zvokov? Vsi boste dobili bombone, brez skrbi. Ja. Živa, a greš k Maji pa rečeš, da bombone pripravimo tle, da bomo dali. Ja? Ti si vid. Bravo. Odlično. Gremo naprej. Kje se pa zdaj to nadaljuje? Kje se pa to nadaljuje? Samorok vodi, tu smo. Poslušamo dobro. Kako je ime Marsovčkom, ki so obiskali Drejčka? Ne vem. Kdor bo prvi, 3 imena rabim. Čisto kratka imena, vsako ime ima 3 črke. Miš, bravo. Maš? Šaš. Samorogu, ti si samorog. Samorogu tudi. Ne. A ti si ka? Dobro. Naprej. S čim
so se na Zemljo pripeljali Marsovčki? Raketo! Na C, pravilno je rekla na C. Cigara, bravo. S cigaro, ne z vesoljsko ladjo, s cigaro so se pripeljali. Ne vem. Na čem, naprej poslušajte, na čem letita kosovirja, ki jo je opisala žlica, vsem točko, vsem točko, vsem, dobro. Sej vam smo tudi šteli, da veste. Naprej. Kako se je v Butalah, ta je pa težka, to pa ne ve, da se ne začel drti. Kako se je v Butalah imenoval razbojnik? Severin! Bravo! Wow, ti si pa absolutna zmagovalka. Odgovor je bil Cefizel. Ja? Zdaj pa, koga se je bal Bedanec? Sove se je bal. Ste tudi rekli, livadi tudi točko. Pa oni tudi, vsem točko, vsi tako dobijo bombone. Naprej. Katera? Ja, tisto so prečrtali, ker je bilo 5. Za 5, 4 črtice narediš in 5 prečrtaš. Naprej poslušamo. Katera zvezdica je vsak dan zamudila v službo? Zaspanka. Vsi točko. Bravo. Aplavz. Dobro. Zdaj, vi dobite zdaj kazalke. Greste dol in prideta samo po en učenec iz vsake ekipe za zadnja vprašanja. Ja, ne tisti, ki je bil, ne tisti, ki je že bil. Imaš? Nimaš? 3 učenci samo po en iz vsake ekipe za zadnje. En. No, dejta 2. V redu, 2. 2 pa iz vsake. 2 iz vsake, ostali dol. Super. V redu je. Vsi boste dobili. Pol. Gremo zdaj naprej. Novi. Ja, pišeš. No, ste? Zdaj pa imamo samo po enega, imamo? Ja? 3 šole, kje je Samorok? Pridi. Dobro. Zdaj so pa samo še 3 vprašanja in sicer je tema prazniki in to ste se v šoli učili in odgovarjajo samo oni. Ostali so čisto tiho. 3 vprašanja. V redu? Dobro. Kdaj, iz katere na katero noč hodi okoli Sveti Miklavž? Samo oni odgovarjajo, tišina ostali. 6. december. Na 6. december, piši. Dobro.
Drugo vprašanje. Katero pokrivalo ima dedek Mraz? Kučma. Štejemo vsem. Dobro. In zadnje vprašanje. Zdaj pa najtežje. Tukaj smo zdaj na knjižnem sejmu in mene zanima, ali vi veste, zakaj 31. oktobra praznujemo Trubarjev dan, zakaj je to tako pomembno. Lepo razloži, poslušajte. Zato, ker je dan Rudolfa Maistra. Ni dan Rudolfa Maistra, znaš? Znaš? Ne? Znaš? Ne? Pridi gor. Ona pride. Tiho ostali. Zdaj naj pa to je zdaj zadnje vprašanje in je zelo lepo razloži. Bodite čisto tiho. Čisto tiho, da vam jaz pred zadnjim vprašanjem, ona bo povedala, lepo bo razložila. Pred zadnjim vprašanjem vam še nekaj povem. Vaše učiteljice bodo zdaj dobile za vas bombone, ker ste si vsi bombone zaslužili. In jaz vam želim, da bi se vi še veliko učili o Sloveniji, zdaj ste pokazali zelo dobro znanje, ja, in veliko okoli potovali in veliko brali. Tudi to knjigo Križ kras Slovenijo spoznaš, da jo te še prebrali, pa se igrico igrali tudi v šoli, recite, da bi se malo igrali. In pa še kakšne druge knjige. Pridite, kdor ima čas, v nedeljo ob 3 starši na ene zgodbice. Luka lovi, Marko miži. To je pa v nedeljo ob 3. Kdor ima čas, naj še pride. Ti si Luka, moj vnuk je tudi Luka. Zdaj pa za zaključek, čakajte, preden so bomboni, ona lepo pove, zakaj je to pomemben dan. Izvoli. Ker je takrat dan... A se sliši? Čakaš, da se te res sliši. To pa moramo dobro slišati. Ker je takrat dan Primoža Trubarja, ker je napisal prvi 2 slovenski knjigi. Bravo. Torej, dan Primoža Trubarja, prvi 2. Aplavz vsem, živa ti, da je učiteljicam ali pa nekako razdeli bombone, vi dobite pa še kazalke. Rdečega. Lahko. Lahko zamenja z rdečo. Rdečo. Zato. Ja. Kaj bi menjal? Kiro? Izvoli. Lahko. Lahko. Po eno vzemite, da ne bo letelo. Joj, pa daj, ti si že menjala, a nisi? Na, una vrni, ti bi modro? Jaz bi rozo. Joj, 3-krat si menjala, prosim. To? Kdo je še brez kazalke? Daj, vzemi. Ja, temno modro. Jaz sem pa pisateljica Barbara Hanuš. Seveda. Lahko se ti podpišem, ti pa kar še v knjižnici vprašaj, kjere moje knjige imate. Pa... Veš, da sem si ga pa nisem prinesla. Nakazalo se ti lahko, ja. Kdor rabi še kazalko, naj pride, kdor še ni dobil. Ja, podpišem se, ampak en svinčnik mi mora dati. Ne, s tem se pa ne bom, kje grdo. Nimaš? Izvoli. Kdor nima kazalke, pride. Modro. Pridem vas obiskat. Bom se podpisati, hitro vzemi, no, lej, ko me čakajo za podpis. Tako? Ja.
Samo da se podpišem, ja, takoj. Zdaj se začnem podpisovati. Kdor nima, nimaš? O. Zdaj se začnem podpisovati. Super. Takoj. Super. In svinčnik. Če še kdo... A si dobila kazalko? Ne. Kako ti je bilo? Barvo izberi. Še podpis, super. Super. Ja, a mi prinesete en kuli, ko si nisem sem torbice prinesla, s tistim pa ne bom tako grdo. Lej, pa še podarilo se nam je. Ja. Jana, imaš en kuli, nisem si sem prinesla za podpisovati. Tole pa. Tako, še podpišemo. Super, hvala. Tako. Že, ne, tako, ja. Ti imaš že v knjigi, ja. Tako. Odlično. Fino. Še, ti si dobila. Še kdo ni dobil? Bombone ste dobili, Jana? Ampak tudi, zmanjkali. A ja, si? Aha. A res? Misliš, da je zmanjkalo za... Joj, nisem jaz, veš? Ja, ja. To bomo kar pustili, pa naj si naslednji priprav. Ja, ja.